Živijo. A vi tudi imate prepričanje, da otrok nikoli ne sme biti sam in da moramo ves čas biti ob njem in da ga moramo ves čas motivirati in da moramo ves čas paziti, da se mu kaj hudega ne zgodi. No, jaz vam bom danes povedala obratno zgodbo. Moje mnenje je, da otrok mora biti sam in to ne malo časa, ampak toliko časa, kot je njemu to zanimivo. Skratka, velikokrat vidim, da se otroci sami zaigrajo in potem starši prihajajo in zmotijo to igro v samim sabo, zato ker mislijo, da morajo biti tam prisotni. Kaj se dogaja, ko je otrok sam? Pa bom zdaj govorila čisto o majhnem dojenčku, recimo starem, nekaj tednov. O dojenčku, ki začne dojemati svet okoli sebe. To se pravi, ko začne tudi dojemati, a veste, dojenček naredi takole z roko in on ne ve, da je to njegova roka. On reče, in on na začetku ne ve, da on lahko s tem upravlja, ampak on ima to, nekaj je prišlo in zdaj ni več in je odšlo. In ko je dojenček sam v postelji in se raziskuje svoje telo in se uči dojemanja, da on upravlja s tem svojim telesom. To se pravi, da je on gospodar svoje roke, ki lahko poskrbi, da pride in odide. In potem pride drugo obdobje, ko so zelo zanimivi prstki. In gleda prstke ure in ure in jih prepleta med sabo in se z njimi pogovarja. Jaz se spomnim, da so naši otroci se pogovarjali s svojimi rokami na tako zabaven in dober način. Škoda, ker takrat nismo imeli mobitelov in kamer, da bi to lahko posneli, ker jaz sem zelo uživala v tem, ko sem gledala, kakšna močna komunikacija je pri dojenčku s svojim lastnim telesom. Naslednji korak, ki ga naredijo, je, da zaznajo okolico in začnejo opazovati okolico. In s tem, ko začnejo opazovati okolico, opazijo, da eni ljudje prihajajo in odhajajo. Recimo, jaz sem v kuhinji, kuham, pridem v sobo, spet odidem v kuhinjo in otrok to opazuje in dobi občutek za čas. Skratka, sporočilo je, mami gre, ampak se potem vrne. In to je nujno potrebno sporočilo za občutek varnosti, ki ga otrok rabi v svojem telesu. In naslednja stvar, ki jo krepi, je tudi zaupanje. Skratka, ko začne on razumeti besede, mu jaz rečem, grem v kopalnico, grem lulat in bom prišla nazaj. In ker ima on izkušnje, da sem se vračala, vedno sem se vračala, ne bo jokal, ko bom šla jaz lulat, ker me ne bo videl. In s tem krepi zaupanje in se uči, kaj je to zaupati odraslim. In zdaj bom povedala še eno zgodbo. Pol je otrok star pol leta, ali pa jaz sem jih dala zelo malo na tla. Midva z Albertom sva jih zelo malo dala na tla, zato ker jaz nisem marala, da so ujeti v nekih poslicah in so imeli take malo bolj debele blazine na tleh. In še ta občutek je bil, da nikamor ne more pasti, če je že na tleh, ne more pasti na tla. In nikoli nisva dala 1000 igrač okrog otrok, ampak 1 ali 2 igrački, zaradi tega, ker če mu daste 1000 igrač, mu razpršite pozornost in potem boste imeli v šoli otroka z zmotno pozornosti, ker se nikoli ne bo mogel odločiti, kaj naj vzame. Skratka, z malo igračami, z malo stvarmi okrog učimo otroka, da se zna fokusirati. Itak ima pa dovolj sam sebe. In leži na tleh, najin sin ta velik, opazuje, kako jaz prihajam in odhajam iz dnevne sobe v kuhinjo in v enem trenutku, ne vem, koliko je, zelo je bil še majhen, skratka, ni še hodil, ni še hodil, tam okrog pol leta je bil star, se je on odločil, da želi priti tja, kjer sem jaz. Skratka, postavil si je cilj, 6-mesečni dojenček. In potem sem ga jaz opazovala dneve in dneve, kako se je on trudil priti v kuhinjo. Ni znal hoditi, ni znal nič, znal je kravce pasti, na trebuhu, na vseh 4. Ampak ni znal puzati.
In kar je meni pomembno danes, ko gledam za nazaj, je, da si je postavil cilj in da za ta cilj se je res potrudil. Skratka, delal je vsak dan na tem, da on doseže svoj cilj. In s tem je krepil vztrajnost, potrpežljivost, naučil se je potrpeti. In kaj se je potem zgodilo? Ni mogel puzati, ni pogruntal načina, da bi pač noge takole premikal. In potem je najdel način, da se je takole zaguncal in je se porinil naprej. Skratka, on se je tako trikrat zaguncal, pa je šel, pa se je porinil naprej. In nekega dne je on prišel do mene v kuhinjo in me je prijel za nogo. In na obrazu je bil tak nasmeh. In jaz sem ga dvignila in sem rekla, bravo, lej, uspel ti je. Uspel ti je, prišel si k meni. A veste, kakšno sporočilo za samozavest je to pri otroku? In lejte, ko so otroci sami, jim dela ustvarjalnost, imajo svoje potrebe, imajo svoje želje in oni imajo po naravi dano funkcijo, da se želijo sami potruditi. In to pomeni, da ne rabimo vsega mi namesto njih narediti. Da kdaj moramo tudi počakati in tudi gledati, da majčkeno potrpijo. Zato, ker so vztrajni in ker so pač tik pred ciljem in ga želijo doseči. In še neki, 6-mesečni otrok verjame, da bo dosegel cilj. Njemu še ni treba reči, to ti ne bo ratalo, ali pa premajhen si. Lahko ga opazujemo in rečemo, enkrat ti bo uspel. Enkrat ti bo uspel, da boš prišel. In še druga stvar, ki jo učimo otroke in je zelo pomembna, je, da mi v življenju, da napredujemo, potrebujemo akcijo. In otroci, ko so sami, razmišljajo aktivno. Razmišljajo aktivno in to je nekaj, kar danes današnjim otrokom zelo, zelo manjka. Toliko o tem, da otroci morajo biti sami, ker s tem gradijo svojo samozavest, samostojnost in zaupanje. Srečno in hvala, ker ste me poslušali do konca.